Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami magister Branko Grims, poslanec poslanske skupine SDS. Lepo pozdravljeni, gospod Grims. Lep pozdrav. In hvala za odziv. Vi prihajate iz volilnega okraja Kranj, pa bi rada zvedela, kakšna je vaša povezava z vašim volilnim okrajem, kako sodelujete z lokalnimi predstavniki, predvsem mogoče najmanjšimi. Moj volilni okraj je volilni okraj Kranj Sever, obsega več občin, se pravi Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo, pa seveda del mestne občine Kranj in seveda Cerklje. Zdaj pa vse to pokrit zahteva drugačen način dela, kot je običajno, tako da jaz imam samo eno poslansko pisarno. Vendar pa kadarkoli me povabijo, bodisi iz samih občin, župani, ali pa nekdo od občanov, jaz enostavno pridem tja in se pogovorim, bodisi na sami občini, ali pa se pač nekje dobimo in poiščemo najboljše možne rešitve. Hvala. Imate mogoče kakšno posebej dobro prakso iz svojega dolgoletnega udejstvovanja? Mislim, da je najboljši način, da se približaš ljudem, da organiziraš kakšno srečanje, morda niti ne sam, da ti kdo pri tem pomaga, da se zberejo ljudje, ki jih stvar zanima in da predvsem poslušaš. Ljudje želijo biti slišani in želijo potem seveda videti, da tisto, kar povedo, da v svojem delu tudi uresničuješ. In vsi me poznajo potem, da držim dano besedo. Hvala. To so že vprašali, na kakšen način sodelujete z občani, krajani, vaščani. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Glejte, mislim, da bi morali iti na tisto izvorno rešitev, ki je bila v slovenski ustavi takrat, ko smo jo pisali, še pod pisateljsko ustavo. Najprej, tam sem bil v neki širši skupini tudi zraven. In pa potem kasneje. Mišljenje je bilo, da ima veliko težo neposredno odločanje ljudi, se pravi referendumsko odločanje. Žal so mnogi s svojim osebnim ravnanjem v politiki, pa seveda tudi zaradi interesa, da je tega čim manj, tistih, ki imajo v rokah izvršilno vejo oblasti, storili vse, da se je ljudem referendum kot tak do neke mere priskutil. Danes ljudje pač ne vidijo v tem tistega vzvoda, kar v resnici referendum je. Referendum je edina učinkovita oblika omejitve oblasti, katerekoli oblasti, sploh ni važno, katere barve je. In drugo, kar je, ne pozabiti, da je Slovenija nastala na osnovi plebiscitarne, torej referendumske odločitve, kot samostojna država, da je to njen temelj, demokratičen temelj, na katerega je lahko upravičeno ponosna. In pa seveda, da je tudi druge najpomembnejše odločitve, recimo odločitev o vstopu v Evropsko unijo, zdaj za NATO, sprejemala na referendumu. Zaradi tega bi bilo treba referendumu povrniti veljavo. Jaz tudi osebno sem prepričan, da sedanja ustavna ureditev referenduma nikakor ni dobra in da bi morali stvari urediti drugače, pač v smeri švicarskega modela referenduma, da je dejansko uveljavljena potem referendumska odločitev na tak način, da ni odvisna od parlamenta, ampak da se pa nekaj razume samo po sebi, ker samo to je demokratično, da je beseda ljudi prva in zadnja beseda. Absolutno se strinjam. Hvala, krasen odgovor. Kakšno pa je vaše stališče glede predstavniškega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanje po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat, če se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izbrali, ali mandat stranke? Jaz se v prvi vrsti počutim odgovoren Sloveniji, slovenskim volivkam in volivcem in seveda posebej še volivkam in volivcem v mojem volilnem okraju. Odgovoren pa si tudi stranki, slepiti se, da tukaj pač nimaš določenih zavez in omejitev, bi bilo smešno. Vsekakor pa bi vas spomnil, da sem bil nekoč vodja akcije za neposredne in poštene volitve za večinski volilni sistem, v katerem je odgovornost izvoljenega poslanca in njegova avtonomnost večja.
Kajti danes v proporcionalnem volilnem sistemu je vedno in brez izjeme, kdo govori drugače laže, v prvi vrsti, ko gre za posamezno odločitev, pač poslanec zavezan svoji stranki. V večinskem volilnem sistemu pa si ti primarno zavezan volivcem v svojem volilnem okraju. Tako to učinkuje povsod po svetu, tako bi učinkovalo tudi v Sloveniji. Jaz mislim, da bi to bistveno povečalo odgovornost pri odločanju v državnem zboru, odgovornost pač poslancev in po drugi do svojih volivcev, da se razumemo, in po drugi strani bi spremenilo odnos med institucijami. Spremenil bi se odnos vlade, spremenil bi se odnos drugih institucij do parlamenta in trdno sem prepričan, da bi se tudi povečal ugled na ta način izvoljenih poslancev. Kdor o tem dvomi, naj si pogleda, kakšen je ugled izvoljenih županov. Ljudje jih pač vidijo drugače, ker so jih izvolili z imenom in priimkom. Danes je volilni sistem tak, kot je, hudo zavajajoč, kaj ti daš pač glas nekomu z imenom in priimkom, dejansko gre pa izključno od politične stranke in se potem po nekaj ključu porazdeli nazaj. Hvala lepa. Želite karkoli sporočiti gledalcem? Seveda, da ponovil bi samo besede dr. Jožeta Pučnika, očeta samostojne Slovenije, ki ga izjemno spoštujem in verjemite, če bi bil on še živ, bi bilo vse drugače. Namreč demokracija je pot, na kateri je tudi mnogo žal stranpoti, na katere lahko zaidemo, ampak je pot, po kateri stopamo, ni cilj sam po sebi. In zaradi tega se je za demokracijo vedno treba boriti. Danes je boj za demokracijo, za svobodo javne besede, boj za samostojno, uspešno, varno, svobodno Slovenijo. Hvala lepa, gospod Grims, res sem vesela vaših odgovorov in hvala tudi vas, spoštovani gledalci in gledalke, in nasvidenje v naslednjem intervjuju.